Gospodu župniku sem zelo hvaležen za povabilo, za lep sprejem. Že dolgo leta, že kar veliko let nisem bil tukaj. Sem bil nazadnje tukaj na grobu Jankota, pokojnega misionarja. Mene je on sprejel leta 1988. In potem sva skupaj živela do leta 1992. Tako da on me je upeljal v malgaščino, jezik, pa tudi v navade, tako da sem gotovo največ od vseh misionarjev, ki so zdaj še dol na Madagaskarju, sem prav jaz profitiral v njem, ker je bil res tak velik poznavalc te kulture. Se je prav s tem ukvarjal in je imel tudi veliko katehetov, ki so mu pomagali, da se je prebil v samo globino tega kulturnega sveta, ki ga živijo. Ti Antešaki, to je pleme, precej veliko pleme, zajema približno 1/3 naše škofije, to bi bilo 1/3 Slovenije. Naša škofija je majčkeno večja od Slovenije, po kvadratnih kilometrih. Ima tudi približno 2 milijona ljudi na spisku, kolikih je pa še 1,5 milijona, ki nimajo rojstnih listov, to se bo bolj težko obračunalo, ampak prebivalstvo je veliko, zelo zgoščeno, je pa res tudi takih prostranih poljan in gozdov, kjer pa ni nobenih prebivalcev. No, zdaj sem že kar nekaj let, že 29 let teče. Nikoli nisem mislil, da bom toliko časa zdržal, ker sem bil tak bolj drobižast. Pa je bil Janko tudi tak drobcen zmeraj. Ampak zgleda, da je ta klima, ki je toliko taka vročina, je prav za take, ki so bolj suhi pa bolj drobni. Zdaj sem se tlele prišel pitati na slovensko zemljo. In vsaka stvar hitro tekne. Tako da, zdaj kaj bi najprej povedal, začel sem na župniji Matanga, tam, ker so bili z Jankotom skupaj, potem nas je škof narazen dal, ker se je rekel, ja, zdaj pa ti že znaš malgaško in pojdi pa na eno drugo župnijo, ker nimam koga nastaviti. No, potem smo šli narazen, tako da sem jaz do leta 1996 živel na eni drugi župniji, kjer je zdaj Tone Kerin. Potem pa Janko ni mogel več, zaradi bolezni, ki ga je tako stisnilo srce, se je pa škof poklical mene nazaj v Matango. No in sem do 2003 bil še ponovno v Matangi, skupaj imam 12 let Matange, kjer je Janko bil 20 let in več kot 20 let. Zdaj sem pa spet predstavljen, pa 2003 sem bil predstavljen v Ranomeno. Ta župnija je pa prostrana, Tonetova je še večja, od Toneta Kerina. Samo moja je pa po številu cerkva, je pa največja v škofiji. 31 cerkva imamo. Ampak so vse te cerkve, vse so več kot 1 uro, uro pa pol, pa 3 ure, 5 ur oddaljene ena od druge. Tako da je kar hoja. Zdaj, da bi majčkeno olajšal, jaz sem malo tudi cestarja. Sem videl, kako je bilo doma, kakšno bogatstvo je to, da smo cesto dobili do hiše. Pa tudi jaz pomagam ljudem, da bi pa na ta način morda pa prišli do cest. Veliko pomoči sem dobil. Krov za buldožer, to je bila pustna sobotna izkrca. Kakšnega leta, kjerega je bilo to? 2003 ali pa 2004, ali kaj takega je mogla biti. Ali pa 2003. No in potem smo kupili ta stroj JCB 4CX, to je orna mašina, in smo že naredili krepko več kot 100 km cest. Tako da mašina je upravičila svoj obstoj, saj se kvari pogosto.
Greder so nam dali pa SCT, ko je še stal takrat, tako da imamo kompletni park strojni. No, zdaj pa morda, jaz bi se bolj dotaknil, kako gre ta naša pastoralno delo naprej, ker to nas bolj zanima. Kako se lotiti? Jaz sem belc, drugi so vsi zamorčki, ampak so prijazni. Tako da se nimamo česa bati. Zelo radi se sukajo okrog belcev. No, in mi poskušamo, da bi tem ljudem res pomagali do evangelija. Ker največji problem med našimi ljudmi je maščevalnost. To je cela Afrika je v tem. Cela Afrika je tlele najbolj ranljiva, da se maščuje, da morajo maščevati nekoga. Včasih grejo k vraču in seveda vrač jih zavede, jim reče, ta je tam, ki biva na vzhodni strani vaše hiše, ta je vaš sovražnik in od tam prihaja to zlo, ki vas je zadelo. In ljudje potem začnejo na klep pripravljati, kako se bojo maščevali. Maščevanje tudi traja, to je lahko čez 30 let se bo šele maščeval. Ja, to je zelo taka težka stvar. In en tak znan afriški novinar je enkrat zapisal, Afrika mora iti skozi evangelizacijo, če hoče, da obstane. In prav zaradi tega. In vidimo, koliko je zdaj ognja v Afriki, to vse gori, vse se tepe, vse je narobe. To tudi na Madagaskarju poskušajo. Tudi te stvari prakticirati, da bi zmedli ta narod, da bi ga vneli za medsebojne medplemenske boje. Samo zaenkrat se to še ni sprostilo. Zdaj so pa povečali tile faloti, tisti, ki so v ozadju vsega tega, mi ti ne vemo, kdo to je, ampak je ena res velikanska sila, eni močni možgani so v ozadju, ki vodijo kraje tatov in kraje volov, to so bande, ki ropajo, požigajo vasi in vse mogoče stvari počnejo. Jaz sem en filmč, ki ga je pripravil naš bivši direktor Stane Kerin, pa je na YouTubeu se ga da dobiti. Samo če vtipkate Janez Krmelj, pa bo tam rdeča cona, to pomeni izredno stanje, tam, kjer delam. Pred časom je bilo to tam, kjer dela Tone Kerin, pa to je združenje občin tam, potem so tja pripeljali ogromno ene vojske, da so sigurno pobili, morda gre v 100 ljudi, ki so jih, da bi zajeli to bando, v resnici je pa banda pobegnila čez pragozd na vzhod pa k nam. In so spretno ropali, da je grozno. No, zdaj mi smo o tem noter, moramo skrbeti za pastoralo, za evangelizacijo. Zdaj, jaz se nimam česa bati. Za belce tudi reče, jaz nikoli ne veš, kaj ima, pa on ima močne prednike in se ga bojijo. Tako da mene edin, če bi kakšna kugla zgrešila, bi morda zadela, drugače pa mene najbrž ne bojo ciljali. Tako da zmeda je velika na tem področju, ljudje trpijo, so brez imetja, spijo po grmovju, tako da je res hudo. In potem mi imamo navadno pastoralno delo, da imamo za skupnosti krščanskega življenja, imamo sestanke, duhovne obnove za po podružnicah, za vsako podružnico, pa imamo petek, soboto, nedeljo, to nekako ljudje rezervirajo, tisti, ki so kristjani, rezervirajo za versko izpolnitev ali pa za poglobitev. No, kaj je ena velika stvar, ki je pa iz Slovenije prišla do nas, to je pa organizacija oratorija. To ste morda že slišali. To so mladi fantje in dekleta, ki so prostovoljci, se prijavijo pri MIC-u, to je
mladinski informacijski center pri jezuitih v Ljubljani, pri Svetem Jožefu. In tam sprejemajo prijave, potem tudi ti fantje in dekleta se tam pripravijo na oratorij. In je res, priprava je dobra. Oni tudi pripravijo igrico, ki jo odigrajo v slovenskem jeziku. Pridejo k nam, potem imajo že vse pripravljene kateheze, čeprav jih mi potem še po svoje oblikujemo, ker bolj poznamo situacijo, razmere, da res se reče, da štil res nasadiš na lopato. No, in drugače pa ti oratoriji so dosegli to, da se nam je v teh 14 letih, kar jaz delam tam, na tem misijonu, da se je skoraj potrojilo število vernikov. Od takrat, ko je odšel Franci Mihelčič, ki je zdaj rektor Slovenika, pa do zdaj se je toliko dvignilo število, ampak je sama mladina. Otroci in mladina. Ne, ampak da izkoristimo mi to, ker tisti, ki pridejo, da organizirajo oratorij, tudi podarijo majice tem fantom in dekletom, tem otrokom. Jaz pa pravim, zato si treba pa truditi. Mi imamo gotovo vsaj 1100 kandidatov, ki bi rad šli na oratorij. Sprejmejo jih lahko 700 na 2 oratorijih, 400 pa 300. Prostorska stiska pa masa ljudi, to ti glavo stisne. No in kaj imamo potem, kako pripravljamo? Da morajo izpite polagati ti otroci in smo se odločili, da to že traja 12 leto letos, smo se odločili, da bo Markov evangelij. Markov evangelij je ta najkrajši. 8 poglavij prvo leto, naslednjih 8 poglavij pa drugo leto. In se to samo obrača. In zdaj ta mladina pozna evangelij v tolikih letih, ko se je ta snov obrnila. Poznajo evangelij bolj kot jaz. In oni ga znajo, so taki, imajo dober spomin, pa ljudje, ki zelo hitro zaigrajo to stvar. In imajo tako bujno predstavo, da oni lahko iz tega ven pripravijo v domačem jeziku. Jaz jih sprašujem po to vprašanje, ta in ta prigoda, naprimer, kako je ta hudi duh bil izgnan iz tega, ki je bil tam na grobovih živel, pa vse to. To bojo oni znali tako fajn povedati. Jaz sem jim pa tudi rekel, dajte to zgodbo svetopisemsko povejte tako, kot vi znate doma povedati, kaj se je zgodilo na trgu, ko ste šli na tržni dan, pa pripovedujete doma, to in to se je zgodilo, to smo mi. Dajte v takem stilu tudi vi. To je zelo zanimivo, kako znajo vsebino. Je res osnova za to vsebino, ki so jo oni lepo izoblikovali, da jo pripovedujejo, je v resničnem dogodku, ki je v Svetem pismu, ki je v Markovem evangeliju. Imajo talente. Samo zdaj je pri nas bolj problem, kako pripeljati do tega, da bojo oni to vero potem tudi zaživeli. Da bo zapoved vere tudi učinkovita v njihovem življenju. Ta razhajanja so pa kar trda. Razhajanja med življenjem po veri pa med znanjem. Znanje, to smo nekako res dosegli. Medtem ko življenje po veri, to je pa trd oreh. Saj to še mi vidimo, kako je težko. Ja, kako nas zanese. Eden upravlja, pa smo že ušesa naslonili. Ali pa iz, kaj vem, vse mogoče stvari, ne? Začne se pri malih, pa če človek ne pravočasno ne zapopade, da ga hoče odnesti, ga pa res odnese. No, in to je ena taka priložnost, zato vedno kamorkoli grem, prav nasvetujem, če imate doma mlade fante in dekleta, imajo tako priložnost, bojo delali, ker mi imamo 4 misijone, in na 4 misijonih je treba 5 oratorijev izpeljati, ampak v enem mesecu. To je pa garanje.
pa tako maso otrok. No, tako da so pošteno zmatrani, ko tole zaključijo. Je pa res dober učinek. To je bila ena priložnost, da so res šli tudi Slovenci, slovenska mladina, direktno v pastoralno delo na Madagaskarju, pa v drugih državah. Tako da ta možnost obstaja. Kdor gre dol, pride spremenjen nazaj. In verjemite, da ga to tako prepriča, kakšne reče potem, ko smo imeli zadnjič srečanje, in pravi, prej sem imela skozi skrb, a imam dosti v hladilniku ali nimam. Saj imam pa 4 stvari v hladilniku, pa mislim, da je kar zadosti. Vsi drugi že tega nimajo. Ja, tako je. Glede, mi smo zasvojeni z ogromnimi željami, tam pa, ko so ljudje bosi in nimajo nobene obutve, res da je vročina, pa capljajo po blatu, ne čutijo nobene potrebe, da bi kaj več imeli, razen da bi bili siti. Ker je še to osnovna človekova potreba na prvem mestu, da bi se najedli. Zdaj, sej za jesti imajo, če ni kakšne katastrofe iz oceana. Najhujše, ko nas cikloni tako nabijajo, natolčejo, da res vse gre. Posevki, potem manjok, vse, kar je bilo zasajeno, to divja, to brije s tem dežjem, to tolče. In hitrost je tam od 180 do 260 km na uro. To res, bajtice pa tiste stvari, če pride, to kar takole malo povrti, pa odnese pločevino, kdor ima pločevinasto streho, jo potem lahko po celi vasi išče. Sreča je, da komu ne odreže glave, če je vse to, da se hitro skrivajo ljudje. Ja, potem imamo skupnosti verskega življenja. Lele imate SKŽ, jaz sem bil vsaj gotovo 14 let sem bil jaz ta duhovni vodja v škofiji za to se pravi skupnost krščanskega življenja. To je bila Marijina kongregacija včasih, tukaj na Slovenskem. Potem imamo evharistična za otroke, skupnost verskega življenja, evharistično za mlade, potem pa tudi tiste, ki so iz mladinca prišli v poročene, da so se cerkveno poročili. Tisti, ki pa se poročijo, pa se še ne uspejo cerkveno poročiti, so pa v kmečki, vrste kmečke zveze. No, tako da je tudi zato. Potem so pa še, ker imajo sestre, imajo pa šole in tam je potem spet šolska, ta duhovna skupnost šolarjev, potem tudi zakonci, ki pa na podeželju mi še tega nimamo kaj dosti, ker imamo težave s tem, ja, težave so, ker naši ljudje niso stanovitni. To jim pa zelo manjka. To je pa v njihovem karakterju ena taka bolj težka hiba, da je ta stanovitnost, je pa tudi, se vidimo, niso v šolo hodili, nismo na področju, ki še zdaj, zadnjih 5 let, zadnjih 10 let nekateri, ko so imeli bolj utrjene misijone, da smo naredili šole, pa da delamo šole. To vidite, koliko mi prosimo zdaj denarja, da bi šole naredili. Drugi misijoni, Zambija, pa vse druge, je šlo to daleč naprej. Pa tudi ni bilo takih razmer nikoli, oni so bolj na planoti, mi smo pa v tem obalnem delu. Leta 1969 je prišel škof v Slovenijo, tist naše škofije, pa je v Rimu je dobil naslov od Slovenije in se je prišel do ljubljanskega škofa in je prosil za misionarje. Potem so lazaristi najprej šli. No, med škofijskim bil Janko Slabej prvi.
Zdaj smo še dva škofijsko. Rahat Mačača. Razafi Mahačača, ja, si bil gotovo v semenišču, ne? Ja. No, tako da on je prosil za to področje, kamor niso hoteli Francozi iti. Ker je močvirje, so riževa polja, ljudje so rekli, da so divjaki in niso Francozi začeli na tukaj. Noben od Francozov ni začel na tehnično. Slovenci so pred nami, pa polk smo še zdaj zadnja runda prišli, smo pravzaprav vso infrastrukturo postavili, da so ti misijoni, zdaj je 7 misijonov, ki so jih Slovenci na tem postavili. Tako da je šola, zdravstveni dom, jaz sem srečo, meni je Pedro Peka pomagal, da sem prišel do porodnišnice, imam bolnico, imam šole, imam res vse, delo imam pa dosti. Tako da je pa veselje, ker se vidi, kako zdaj mi letošnji let prve maturante dobimo ven, odkar smo šolo začeli. Prvi maturanti. To je pa veliko veselje.